Dobrodošli nazaj. Podatki nacionalnih raziskav kažejo, da Slovenci s soljo krepko pretiravamo. Odrasla oseba v povprečju na dan zaužije 11 gramov soli. Dovoljeno dnevno količino 5 gramov torej prekoračimo za več kot polovico. Pica, na primer, lahko vsebuje tudi 5-kratno količino priporočenega dnevnega vnosa. Že samo s kosom pice, torej s 5 rezinami salame ali z 2 kosoma kruha, dobimo za ves dan dovolj soli. Koliko naj torej v domači kuhinji omejimo soljenje jedi? O tem bomo govorili v nadaljevanju. Z nami je dietetičarka Katja Simič. Dobro jutro. Dobro jutro. In pa Suzana, seveda. Brez nje mi ne vdaja. Super. Dobrodošla, Katja. Živijo. V bistvu, dejstvo je, da naše telo potrebuje sol. Ampak koliko v bistvu lahko te soli vseeno zaužijemo na dan? Ja, zdaj, takole smo pripravili. Toliko potrebujemo, to je nekje 1,5 grama, malenkost manj. Potem priporočilo je vseeno malo večje, 5 gramov, no, tako kot si pa že omenil, povprečen Slovenec pa zaužije okrog 12 gramov soli na dan. Se pravi, kar krepko presežemo te količine. Sam zares si ne predstavljamo, toliko potrebuje telo, ne? Ja. Toliko soli na dan. To bi se niti ni žlička, ne? Ne, žlička je 5 gramov, žlička je to, koliko je kukar dovoljeno. Pa to niti za eno solato ni dosti. Ne, res ne. Zdaj, ta manjši presežek je ravno zaradi tega mogoče, ker smo vseeno v tej neki sodobni prehrani. Nekaj soli oziroma natrija dobimo tudi v živilih osnovnih, ampak problem je pa res presežena količina, ki je predvsem v predpripravljenih izdelkih. Katere živile pa so najbolj problematične, kar se soli tiče? Predvsem, kot rečeno, predpripravljeni izdelki, mogoče kakšne juhe iz vrečke, predelane mesnine, dobro, čips in taki prigrizki, slani, ko vemo, da so slani, tam saj vemo, da je sol. In se nekako zavestno rečeš, ok, v redu, pač ob televiziji ali kakorkoli bom tega malo pojedel. Ko pa ti recimo neko juho iz vrečke pripravljaš, po možnosti zelenjavno, za katero verjameš, da je morda boljša izbira, se pa na koncu, ko obrnemo embalažo, izkaže, da ima v bistvu zelenjavna juha celo več soli, kot pa recimo goveja iz vrečke, naprimer. No, omenili smo tudi že kruh. Tako, ja, kruh je pa recimo tukaj primer, koliko je v eni 60-gramski žemlji. Se pravi, da ene žemljice nekaj siti najbrž ne bomo, a ne ponavadi, kaj jih dodamo. Pogosto jih dodajamo ravno kakšne mesnine, morda salame, tudi kakšno pašteto lahko recimo gor namažemo, se potem to že združi, recimo spet dobimo samo s tem enim obrokom, ki ga imamo morda, ne vem, za zajtrk, že v bistvu dobimo to dnevno količino, pri čemer imamo potem mi seveda moramo še cel dan jesti. Točno to, ne? Še posebej, če si, kot ste prej že omenili, zvečer privoščimo čips. Naprimer, ne? Koliko soli potem zaužijemo ob ne preveč veliki, sledici čipsa? Ja, tole je 50 gramov čipsa, se pravi, to je recimo, ne vem, jaz sem nekako ocenila, da bi to bila morda količina, ko bi jo nekako pojedel, no, manj si že težko predstavljam, verjamem pa, da je prej več, No, in imamo tukaj potem tudi recimo v teh 50 gramih čipsa teh pol grama soli, S tem, da to je res tista, če tako rečemo, ta je res presežek za brez zveze, ker čips nič drugega ne prinese, Morda, ne vem, v nekih drugih izbirah vseeno potem dobimo še neko razpoložljivo energijo, ne vem, vitamine, minerale v celem obroku, Ta je pa res samo smeka, samo za razvajanje. Pa je kakšna razlika med različnimi vrstami soli, Poznamo morsko sol, kamene soli, razne iz mineralov in tako naprej. Kakšna razlika? Sol je sol. Tako da iz vidika soli jo ni in tudi na telo nekako vpliva podobno. Zdaj, morska sol v našem delu Evrope se jodira, tako da tukaj je potem ta razlika, recimo, če vzamemo neko himalajsko sol, najverjetneje nima joda dodanega. Zdaj, zakaj se naša sol jodira? Pač zato, ker jod rabimo in ga drugače ne uspemo z drugimi viri dobiti. Tako da je v bistvu v redu, da pojemo to jodirano sol, ampak spet, ne v tej količini, ampak v tisti nižji. Spravi, ni važno od vrste soli. Ne, sol kot taka, se pravi, njeni vplivi v bistvu na funkcije telesa, fiziološki so pa v bistvu sol je sol. Pa lahko učinek soli na naše telo na nek način tudi umilimo s kakšno zelenjavo, sadjem? Zdaj, ja, recimo v enem takem zelo širši sliki, bi lahko recimo rekli, da ne vem, kalij, zelenjave, karkoli bi lahko pomagal, predvsem te učinke na dvig, ne vem, pritisk ali karkoli, ampak v bistvu ni, da bomo zdaj lahko jedli ogromno soli, pa zdaj, ne vem, s kalijem je recimo banana bogata, da bomo pa zdaj z eno banano to poredirali. Se pravi, vseeno moramo znižati vnose soli, da se približamo tem dovoljenim, recimo mejam, priporočenim, ni, da bi lahko recimo nek odpustek si naredil. Absolutno pa, če mi recimo vemo, da imamo bolj slano hrano, ne vem, zdaj se bojo recimo pikniki začeli.
Za čevapčiče imam tudi tukaj recimo primera. Se pravi, seveda, da je bolj kombinirati čevapčiče, ki že vemo, da so slani, z zelenjavo, kot pa naprimer, ne vem, z lepinjo ali pa z nekimi spet ponovno slanimi izbirami. Potem smo pa ponovadi bolj žejni, redko kdo na pikniku za žejo pije vodo, če smo čisto iskreni, in se spet v bistvu zaciklaš. Ampak kaj pa lahko recimo namesto čipsa, ne vem, najdemo mogoče kakšno drugo živilo, ki je prav tako okusno, nekako nas ne nasiti, ampak malo bolj poteši, to željo po slanem, recimo zvečer, ko gledamo televizijo, katero živilo lahko recimo uporabimo, pa da vendarle ne vnesemo toliko soli. Zdaj, tukaj je primer čičerike pečene, v bistvu v airfryerju, ki je zelo, zelo malo slana in dodana so ji v bistvu zelišča, začimbe, kakorkoli. Zdaj, velikrat najdemo na policah tudi mogoče kakšne rastlinske čipse, ne vem, čips rdeče pese ali kakorkoli, ampak je tiste ponovadi tudi so dodana. Se pravi, mi poskusimo vzeti svoje živilo, osnovno, in ga sami pripravimo. Se pravi, tudi naprimer, če bi rekli, ne vem, krompir nam paše ali pa rdeča pesa, če sami to na tanko naribamo in spečemo in naredimo domač čips, če lahko tako rečemo, spet imamo večji vpliv na to, je pa res, da mora imeti okus. In okus pogosto lovimo soljo, recimo ta čips je dodan rožmarin. Se pravi, mi vseeno imamo vedno opcijo, da naredimo stvar sprejemljivo, če tako rečemo. In če smo si doma pripravili, imamo kontrolo nad tem, kaj smo in koliko tega smo dodali. Ravno to, nekako smo pozabili na te prvinske okuse posameznih sestavin, ker jih vedno te okuse ojačamo z soljo, kar konec koncev. Kar je zelo žalostno, zaradi tega, ker imamo vse isti okus. In nekje od 8 do 12 tednov, torej 2 do 3 mesece, je potrebno, da se telo oziroma naše brbončice prevadijo na ta maslan. Ja, ampak a ni naložba za celo življenje? 3 mesece pa imaš mir. Je. Kot smo se prej pogovarjali, če lahko menim, ko otroku recimo pripravljaš, se odvadiš te soli in potem avtomatsko cela družina morda, če gre čez ta proces uvajanja dojenčka na gosto hrano, družinsko manj slano začne jesti. Pa je res, da recimo z leti vse bolj solimo našo hrano. Nekako tudi naše brbončice potrebujejo bolj intenzivne okuse in potem pač se sploh ne zavedamo, koliko soli dodamo. Tako. Tudi na žalost se zelo pogosto izkaže, da se dosoljuje na pamet. Se pravi, da... Občutko. Ja, ali pa dobiš juho na mizo, morda doma veš, kaj si noter dal, ampak že tudi recimo v gostilniku pa ne veš, koliko so oni solili. Recimo ti dobiš juho na mizo in avtomatsko kar dosoliš, sploh ne poskusaš najprej. Tako da to je sigurno velik as v rokavo, ki ga ima vsak od nas. Čeprav ne vem, kakšne so vajne izkušnje, ampak ko je zadnje čase jemo kakšni gostilni juho, je prej manj slana, tako da so se malo popravili gostinci, ne dodajajo več toliko soli noter. Tako. Sej se dela, tudi veliko se na ozaveščanju dela in so je sigurno taka stvar, ki jo lahko dodaš naknadno. Določene začimbe vseeno morda je treba v začetku kuhanja dodati, da se razvije nek okus, soliš dejansko lahko tik pred zdajci in so vse tega začeli, hvala Bogu, zavedati oziroma to tudi upoštevati. Katere začimbe pa lahko uporabimo, recimo, da nadomestimo sol? To je pa zelo odvisno za moje pojme, kaj ti paše tvoja stvar okusa, recimo kam. Ne vem, jaz recimo na solato, recimo, sploh če uporabim sir, recimo feta je zelo slan sir. Mozzarella je malo manj, ampak ponavadi dodam baziliko, dodam drobnjak, dodam koper, dodam česen, poper, ne vem, kakšne recimo ravno na čipsa, ne vem, zelo paše ta okus rožmarina zraven. Če imamo radi pikantno, morda s kakšnim takim okusom lahko. Tako da bi rekla, da je treba eksperimentirati, pa morda od začetka, kad te stvari ne bojo imele tako okusa, sploh če smo res navajeni na te intenzivne, pač pustimo čas od časa in si dopustimo telesu, da spet začne okušati. Še en prigrizek si prinesli zdaj. Kaj je tole? To je pa v bistvu, to bi pa recimo dal kot primer na mesto paštete, morda to je v bistvu ribina mast na skutini osnovi, se pravi. Zelo lepo diši, Ja, in ponovno so dodane začimbe in recimo, da bi na mesto na žemljo namazali ali pa na kruhane, morda lahko za zelenjavo noter pomakaš, seveda je tudi tukaj noter nekaj malega soli. Se pravi, ni zdaj sol kot taka problematična, bolj je količina, in se pač na ta način lahko neko tako malico naredi, pa tudi, če bi kos kruha še zraven prišel, spet ne bi zdaj to samo po sebi predstavljali presežka. 5 gramov soli pomeni, da če jemo 5-krat na dan, imamo vsak v obroku recimo 1 gram. 1 gram, ja. Kaj to, tukaj je pa prikaz nezdrave stvari, ali ste jo pripravili kako zdravo? To je pa zdaj tale naša pica iz napovednika, ko smo rekli, da en kos pice lahko vsebuje tudi, kako je že šlo, 5-krat več soli, kot je priporočilo.
Ja, lahko, seveda, ni pa nujno. A ne, se pravi, tukaj recimo uporabljenih ni 5 rezin salame, ampak je 20 gramov salame, lahko jo seveda damo tudi popolnoma stran. Tudi 20 gramov sira recimo je uporabljenega, ne preveč. In šparglji, ki so sezonski, bučke, paprika in tudi seveda največ soli tudi v tej domači, kontrolirano pripravljeni pici je v testu. Imate kakšen nasvet, kako naj se mogoče izognemo, vsakodnevnemu dodatnemu soljenju ali pa mogoče kakšen trik, kako naj postopoma začnemo z zmanjševanjem soli? Jaz bi rekla, da ena stvar, ki jo sigurno lahko naredimo, je, da tisto solnico umaknemo iz mize. Se pravi, da jo nimaš na očeh. In da pač uporabiš dejansko, probaš, če vidiš, da rabiš dosoliti, vstaneš, greš po sol v kuhinjo oziroma na ta način. Potem si morda daš stran vse te, ki se kar trese, tako da dejansko žličko nekako zajamaš in si na ta način v bistvu nekako omejiš. In pa predvsem, da res uporabljaš osnovna živila in da nekako tudi začimbe, da uporabiš ločene, ne pa nekih začimbnih mešanic ali pa za jušne kocke konkretno jaz vem, da obstajajo tudi take, ki nimajo soli, tako da recimo že tukaj lahko morda izbereš tako v trgovini potem, če iščeš to bližnico in čim manjkrat na predpripravljene v bistvu obroke, ne glede na to, ali so takih, da jih doma potem dodelaš ali recimo, če jemo zunaj. Ker vendarle velik problem je predvsem pač hrana, ki jo jemo od zunaj, ker nimamo nadzora, niti ne vemo, koliko soli so dodali. Ja, bolj je to, morda so res, tako kot smo omenili, so se potrudili in tako, ampak v resnici pa ne veš. Tako da ja, te stvari, ki jih nekako lahko kontroliraš, so sigurno prvi korak. Zdaj, mogoče je koga ratal strah, ko smo rekli, rabimo tudi jod. Joda prav ni možno nikjer dobiti drugje razen za to morsko soljo? Jod v bistvu je v morski hrani. Se pravi, imamo recimo možnost, če jo vnašamo morsko hrano, samo raziskave ponovno kažejo, da Slovenci uživamo spet premalo morskih jedi. Ampak ja, mislim, je tudi jod naravno prisoten. Super, smo pomerjeni, dihamo. Tako, v bistvu najbolj pomembno je pa, da se res ne dosolimo, stvari, da pač mogoče tako, kot ste pač povedali. In v teh priporočenih količinah vseeno uporabljamo jodirano sol. Ni zdaj nujno treba temu reči ne. Katja, hvala lepa. Hvala lepa. Odlični nasveti. Tako, in je že čas za kratek predah. Seveda vi lahko vmes skočite tudi na našo družbeno omrežje, pogledajte na Facebook, Instagram, na TikTok, tudi naša spletna stran deluje www.planet-tv.si. Po glasih pa se spustimo v svet žuželk. Spopadli se bomo z mravljami, ki pri marsikomu doma predstavljajo veliko nadlogo.